Hej, Alenka tukaj, kako ste? Dobrodošli v videu za 14 000 naročnikov. Se mi zdi, da že vsak bo videl novo 1000 naznanem, tako da hvala, I guess! Skratka, zdajle vas opozarjam, ta video je definitivno nekaj posebenega, ne samo zaradi tega, kaj smo snimali, gre tudi za to, da je v tem videu moje najdražje Kaja Solo. Obvezno, to bo še v njenem vlogu, sicer bo na krajšo, ampak v njenem tedenskem vlogu mislim, da v ponedeljek pojdite pogledat k njej. Torej, a ste že slišali za govorečo mizico na Koroškem? To ji ponavadi rečejo tudi dvigajoča mizica ali pa čudežna mizica. Tega, ker se ta mizica dviga in odgovarja na vaše vprašanje. Torej, če jo ti vprašaš, ali sem ženska, se bo miza dvignila. Zdaj, če sem jaz prav razumela, se nekaterim ta miza dviga v celoti, da se gre cela od tal, se dvigne od podna, spet v drugih primerih, tudi v našem primeru, boste zvedeli, poj, se je dvigala delno. Jasno, gre za fenomen, ki ima milijon razlag, ampak nihče nobene od teh razlag še ni in ne more potrditi. Htela bi še, da tudi jaz osebno, ne glede na to, koliko sem brskala po internetu, vse do včeraj šele nisem najdla drugih primerov takih miz po svetu, samo 2 v Sloveniji. Gremo kar od začetka, jasno vas bova in Kaja in jaz v ta video popeljali skupaj z vlogom, ampak kar se tiče lokacije, jaz ne bom izdala točne lokacije, ker po pravici povedano nisem prepričana, ali smo gosti tam zaželeni ali ne. A nas je strah? Ja. Pa koliko je lepo, to ne moš verjeti. Noben te ne bo odgnal, ugibam, noben ne bo nič zahteval od tebe, ne plačila, ne nič, ampak najte sami, če že boste šli, in prosim vas tudi druge spoštovanje do te družine, ne objavljajte imena, naslova, naziva, to je čist preprosta kmetija, delovni ljudje so tam. Ko jim gleda. Wow, tam je pa zadnja stala. Ko smo mi tja prišli, smo v bistvu mogli čakati kakšne pol ure tam nekje, da je umna gospa imela čas in da je prišla domov, ker to so ljudje, ki imajo delo, se ne ozirajo ves čas samo na ljudi, ki non-stop zdaj tja prihajajo. Koga snimaš, sebe ali mene? Tebe. Snemam, kako čakamo. Jej. Ne govorimo o okolici, ker se pelješ tja z avtomobilom, sicer dostopno, ampak toliko zelo odmaknjena kmetija, toliko čudovita okolica, res neverjetno. Skratka, gre za Koroško. Nam je pa tudi mogla ena gospa pokazati pot do tja in ta gospa je tudi povedala, da je njen sin šel že k tej mizi in da mu je na par vprašanj pravilno odgovorila, in sicer, da bo imel 2 otroka, je pa zgrešila zdaj spole. Najpomembnejša stvar, ki jo jaz osebno prosim za vas, je spoštovanje. Če verjamete v to, v redu, imejte svoje mnenje. Če ne verjamete v to, super, imejte svoje mnenje, obdržite ga, ne se kregati, ne prepričujte drugih, pustite ljudem, da sami ustvarjajo svoje lastne ideje, zgodbe in mišljenje o določenih stvareh. Tiste 100% skeptike, ta miza je bila odpeljana na Inštitut Jožeta Štefana. Torej, tukaj zraven boste približno brali, kaj to pomeni. To pomeni, da je bila znanstveno raziskana, da niso najdeli v njej popolnoma nič sumljivega, nič, kar bi lahko razložili to, da se miza dviga. Kako dejansko vse skupaj poteka? Ko dočakaš lastnika, lastnico, pri nas je bila to ženska srednjih let, nas je odpeljala čez dvorišče, mislim, da to ni njihova hiša, ampak je neki prostori nasprot tega, je pa taka stara izba, kot da bi rekel hiša, ima torej tisti bohko kot neke variante. Hočem reči, da je noter mrzlo, in če kdo misli, da je to povezan z duhovi, ok, ne vemo, ampak jaz mislim, da je to povezan z develimi starimi kmečkimi zidovi. To se rima. Mene je ful presenetilo to, da lastnica ni zahtevala od nas nič, ni zahtevala, dajte preč telefone, ne snimati, ne slikati, ne nič. Dobesedno, meni ni jasno, zakaj na internetu ni bilo prej nobenih slik, nobenih posnetkov, verjetno preprosto iz spoštovanja. Jaz, ker sem posnela in slikala, sem res se potrudila, da smo noter samo mi in dogajanje in ne zdaj nasploh, kaj vse tam je v prostoru. Ta gospa nam je dala par čist preprostih navodil, ker sem razbrala iz interneta, iz izkušenj drugih, da drugim da popolnoma enaka navodila. Sicer vse, kar je daš dol na kit, ja, je sumljivo, ampak spet, če ni v mizi nič takega, spet zakaj je to sumljivo, lahko je preprosto izgovor, duhovi ne marajo imeti, rabijo čisto energijo, brez vmesne kita, ne vem. Miza odgovarja z da ali ne. Ne v bistvu pomeni, da se ne dvigne in miruje, da pomeni, da se dvigne. Dela so še taka, da je dlan gor cela, zaradi tega, da je nek pretok energije,
to, da ne sprašuješ loto številk in pa številk oziroma informacij glede življenja in smrti. Dejansko, kar smo doživeli, si pogledajte v tem vlogu, ki zdaj sledi na hiter, ker tam so najbolj natančne informacije oziroma informacije, ki so se najbolj vtisnile v naš spomin. Ok, mi se vračamo od govoreče mizice. Ja, bolj tako, zakaj bolj tako? Ja, prvo, koliko dolgo smo sploh bili not? Kakšno uro? Ja, no, dali smo roke gor, probali, sedeli komutavi noter, sprašvali že vse. Ful dolg časa. Ja. Probali smo in vsi skupaj, in vsak posebej, in dva pa po dva, tako da je šel kdo ven iz prostora. Vse opcije, dokler ni pa lastnica prišla. Kaj pa pol? Pol je pa se usedla zraven nas, je rekla, da se moramo vsi usesti za mizo in would you look at that? Delovalo je in se je dvignila. Ampak, ja, ni se dvigala cela, ampak samo iz naše perspektive desni kot na drugi strani. Ja. To naj imela tam tudi roke, a ne? In smo itak pa, ko je šla ona spet ven, smo v nedogled poskušali, če je to ona dvigala. Ja, no, pa smo poskušali, če lahko pač sami naredimo isti efekt, kot ga je ona in pač... Let's be honest, a ne? A seveda? Ja, no. Pač ona verjetno to dela vsak dan, veš, kaj mislim. Ona je ziher sprifana o tem. Ja. Ona ziher točno ve, kaj To je zdaj uro tako direkt, to ni res, to je laž. Ne, ampak če bi jaz imela to mizo, če bi imela eno tako mizo, pač logično, če moraš vsak dan dvigovati, že Ja, imaš naštudiraš. pohvaljen k vsega, valjda, pa naštudiraš, ja. Je pa res, da kakor sem jaz brala in proučevala, se to toliko dviga. In če se miza dejansko v celoti dvigne, to pa mi ne bi znali razložiti. Mi bi znali razložiti, zakaj se un desen kot dvigne. Ja. Še en kolega iz nama, njemu je napovedala 2 otroka. Bomo videli. Ugotovile smo, da nismo noseče. Ja, ker smo jo vprašali, koliko ljudi v prostoru in se 4 dvigala in 4 smo bili noter. Tako da ne več kaj sprašovati, če noseček ni. Ja, pa sem pa jaz vprašala, koliko sem stara, sam pa se je pa ni dalo prevečkrat dvigovati. Pa je pa lastnica rekla, no za vas pa same pustim. Tako da... Pa če se ne dvigne, lahko kar sprašujete, kako budale. Ja, in ja, se pravim, to je prvo trajalo moje več kot 1 uro. Tako da, mi ostajamo neverniki. Vibe v sobi. Vibe. Ja, povej, meni je navaden. Pač ne vem, tako si ti rekel, da ti zvoni v ušesi. Pač mi, ko smo prišli noter, Ja. meni je bilo tako, a veš, kot da bi bila neka taka, ne vem, kot da bi bilo ful elektronike zraven in ti kar neki šumi v ušesih, ne vem, kao se, sam pač obviously ni bilo, ona. Ja, zvok noter je dejansko, pač upišeš lahko tako, kot tik potem, ko prideš iz koncerta, ki ti vse Ja, piska v evo, ja. ušesih. Dejansko, to je pa fakt, pač ne vem zakaj. A pa če prideš z dirke, same thing. Okej, ja to ne vem. Pejte, ampak da imajte en respekt, pa pustite kaj tam. Če že ne denarja, če nimate, dajte saj nekaj, ker to je čisto preprosta kmetija. Ja, zanima male koskice. Zunaj imajo majhne račke, pa mucke, pa psa, ki jih skoraj poje, vsake toliko časa, drugače pa ful cute. Kar se pa vprašanj tiče, najprej preden začneš vprašaš mizica, ali si pripravljena, ali pa mizica, če si pripravljena, dvigni se in potem se vse skupaj začne. Kar smo mi odnesli od tega, mislim, da za vse 3 velja, 3 smo namreč bili, velja to, da načeloma noben ni odšel prepričan ne v eno, ne v drugo. V bistvu smo vas prosili, da smo prišli z več vprašanji, kot smo z vprašanji prišli. Ker se pa mene tiče, bolj se oddaljuje ta dogodek, bolj sem
prepričana, da na tem ni nič. Ko sem nadaljevala to raziskovanje, sem končno našla podobne primere še drugje po svetu in v zgodovini, in sicer gre za primer govorečih predmetov oziroma table tipping oziroma to tudi povezuje z Ouija boardom in s idiomotor efektom. Zdaj sem že govorila pri Ouija boardu, tako da ne bo video predolg, si pogledajte tisti posnetek. Prilagam vam tukaj še video, ki mi je uspel posnet, kaj sem v bistvu rekla, daj samo dvigam mizo toliko, da se vidi, kako izgleda, ko se dvigne in poslušajte podrobno, koliko miza poka in da reče, da to ni srhljivo, ker je res stara in poka kot zmešana. In preprosto dvigati jo ni težko, ker je res lahka, tako da poglejte si to. Daj sam dvigam to, da posnamem, kako izgleda. Tako z rokom. Meni se zdi po vseh forumih in po vsem, kar sem prebrala na internetu, da smo mi doživeli nek minimum, kar ljudje doživijo, ker ponavadi, ko lastnica odide, ko pomaga, se ljudje miza še vedno dviga, nam se ni niti malo. Probavali smo na vse možne načine, tako da to je bila naša izkušnja. Sva pa polskajo posneli še 2 videa, mogoče enega, 2 v glavnem. Boste na tekočem, če ne hočete gledati skupaj. Pejte potem na njen kanal, vse bo linkam, povsod, kjer je možno. Komentirajte spodaj, kaj mislite, prosim, ne ste kregati, povejte, če ste že bili tam, kaj ste doživeli, ali se je miza cela dvigala, ali samo delno, mene to zdaj bolj zanima. In pa gremo na 15 000 naročnikov, jaz ne moram verjeti, sploh ne moram verjeti, brez veze, ker bolj govoriti. V glavnem, uživajte, rajte, smejte, ajčo,